V državnem zboru Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predlog proračuna za leto 2015 in predlog zakona o davku na nepremičnine. Zakonu sicer že od vsega začetka nasprotuje opozicija in nekatere interesne skupine, kmetje, obrtniki, podjetniki in občine, ki zbirajo podpise za peticijo proti zakonu. Opozicijski poslanci so predlagali, naj se obravnava zakona o davku na nepremičnine prestavi, a so na odboru predlog zavrnili. O zakonu bodo tako poslanci odločali že v začetku prihodnjega tedna na izredni seji. Vlada namreč želi, da bi zakon začel veljati 1. januarja prihodnje leto. Mariborsko podjetje Snaga išče novega direktorja. Na razpise lahko kandidati prijavijo do 16. novembra. Novi direktor naj bi mandat začel najkasneje 1. januarja 2014. Spomnimo, v Snagi so avgusta odpoklicali tedanjega direktorja Ivana Hajnška in za vršilca dolžnosti imenovali Bernarda Majheniča. Delavci družbe Elektrokovina predstikalne naprave so za prihodnjo sredo zaradi nespoštovanja delovnopravne zakonodaje napovedali stavko. Podjetje je zaposlenim dolžno plače za letošnji september, cele 4 lanske plače ter regres za zadnja 3 leta. Kljub temu, da je podjetje v postopku prisilne poravnave, delodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti. Če jim do srede ne bodo izplačali septemberske plače, letošnjega regresa in poravnali vseh letošnjih prispevkov, bodo stroje ustavili. V Elektrokovini so nazadnje stavkali junija lani. Delovna nezgoda, ki se je v Cinkarni Celje zgodila prejšnji petek, je po prvih ocenah uprave povzročila za okoli 210 tisoč evrov škode. V podjetju trenutno odpravljajo posledice nesreče. Poškodovani razklopni stolp so izločili iz proizvodnje, tako da jih zdaj obratuje 5 od skupno 6. V nezgodi so se poškodovali 3 delavci. Eden izmed njih se še zdravi v ljubljanskem kliničnem centru. Ta konec tedna bo potekala akcija Nič, šofer, trezna odločitev, v kateri bo policija nadzirala psihofizično stanje voznikov na slovenskih cestah. V dneh okoli Martinovega je namreč problematika alkohola in hitrosti na cestah še bolj izrazita. Policija zato voznike poziva k previdni, odgovorni in predvsem trezni vožnji. V soboto bo oblačno, padavine se bodo čez dan krepile in zajele vso državo. Lahko bo tudi zagrmelo. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti Slovenije bo sprva pihal jugozahodni veter, popoldne pa bo v vzhodni Sloveniji začel pihati severovzhodnik. Hladilo se bo. Meja sneženja se bo zvečer v severni Sloveniji lahko spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V nedeljo bo oblačno, občasno bo še deževalo. Hladneje bo. Na Primorskem bo popoldne začela pihati zmerna burja. V ponedeljek zjutraj bodo padavine ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem močna burja. Danes v dnevniku televizije Maribor. Na Ptuju so že začeli martinovati, Sveti Martin je prvi mošt že spremenil v vino. Davek na nepremičnine še naprej buri duhove, podpise proti zbirajo tudi v Mariboru. Nova premiera v Lutkovnem gledališču, predstava o stari srednjeveški nemški legendi. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.